V tem primeru bom omenil samo tako imenovane delno strukturirane podatke. To je razlika v primerjavi s tem, kar je Neja predstavila o tem, da ko imaš ti besedila, ima besedilo lahko seveda ali samo golo besedilo, samo z metapodatki, nič drugega, potem lahko dodaš odstavke, je že to neki struktura, lahko pa potem dodaš še posamezne zadeve in dosti bolj natančno pišeš stvari, kaj se s tem besedilom dogaja. In tukaj so možnosti neomejene. Ne? Če so bili prej tista struktura mogla biti jasno določena, čeprav je za vsak popis dobil svojo strukturo in se tiste strukture je potrebno potem držati, je tukaj glavna poanta, da struktura ni vnaprej določena in iz ene v drugo verzijo lahko dodajaš ti različne sloje. In v ta namen je zelo popularna varianta zakodiran Text Encoding Initiative, ki je praktično de facto, ker ni standard, so navodila, ni standard kot takšen, grozno komplicirana navodila drugače tudi, ampak neke vrste standard za označevanje besedil v digitalni humanistiki in s tem tudi v digitalni zgodovini. Kadarkoli boste šli na kakšno konferenco z tega področja, je to no. In tukaj zdaj ni zato, da bi to razumeli, ne vem, kako dobro se tudi vidi, ampak je samo za primer. Ne? Potem imaš ti neke vrste scan besedila, tukaj se gre za en rokopis iz ZRC-SAZU-ja, ki je v enem projektu na ZRC-SAZU-ju delan, Foglarjeva pesmica. Ta zadeva je bila prepisana, je bila tako označena, da je bila vsaka vrstica posebej označena s temi navodili, ki so možni navodila. Ne? Tukaj vidite prva vrstica prepis, tukaj pa druga redigiran prepis. Ne? In potem to je že tisto dodatno delo, kar se dela. Ne? In potem je neki program, ki probaš ta zadevo zgrabiti, jo obdelati in jo prikažeš kot spletno stran, kjer vidiš tukaj ta originalni digitalni surogat, en prepis, drugi prepis, lahko primerjaš, lahko povezuješ, brskaš, greš gor, bereš in podobno. To je klasična digitalna izdaja, ki je v digitalni humanistični in digitalni zgodovini nekako tako najbolj prisotna. Ne? Ampak ni pa zdaj tisto, kar smo mi zdaj tukaj, ker nas pa zanimajo zdaj veliki podatki, tisto, kar bomo tudi potrebovali za korpusno jezikoslovje. Tisti samo neke vrste, tudi če je 100 strani, tudi če je 1000 strani, ni še to, ne, kar bi moglo biti. Ne? In zdaj, kar nas zanima, je to, kako bi od teh pametnih podatkov, ker navsezadnje to so bili podatki, so bili, se pravi, temi smart data, kar je v angleščini izraz, ker smo jim dali en pameten sloj, prišli do masovnih pametnih podatkov. Čim več takih pametnih podatkov potrebujemo za to, da lahko izvajamo tudi neke vrste analize. Ne? In naprimer, pri nas sicer smo imeli masovne podatke z metapodatki, ki so bili nestrukturirani, naprimer za parlamentarne besedila, zapisniki sej parlamentu, ne, je kar dosti tega gradiva, naprimer Kranjski deželni zbor, dosti teh datotek PDF na Delibu. Potem smo na Sistori skanirali za jugoslovanske pred drugo svetovno vojno. Potem Ljudsko skupščino Ljudske republike Slovenije pa Skupščino Socialistične republike Slovenije tudi PDF-je. Hkrati pa tudi državni zbor, spet nastajan državnega zbora, ima od leta 1990 tudi že objavljene te seje državnega zbora, pa za 2 leti tudi skupščine, ki jih je pa več kot 11.620. Se pravi, tukaj pa se v resnici greš za velike podatke. Ne? In pri nas smo zgrabili tole zadevo trenutno, kar je, boste videli, lažje obdelovati, ne? In hočemo priti do pametnih masivnih podatkov. Pravi, isto potrebuješ metapodatke,
so delno strukturirani, ta XML-tej, ki sem primer pokazal prej, in ta zadnja verzija našega korpusa, parlamentarnega korpusa, glih ravno kar izdana, ima na primer že 11.620 dokumentov, čez 1.100.000 govorov v parlamentu, pa v delovnih telesih, se pravi, in tukaj je že vsega skupaj 213 milijonov besed, kar je v resnici nemogoče prebrati, noben ne more tega prebrati, če bojo pa še te zadeve potem pa dodane, bo pa tega še več. In predstavljajte si, da na primer obstajajo parlamentarni korpusi, najbolj znani so za Veliko Britanijo, ki so že od leta 1800, parlamentarni korpusi iz podobnih let za Nizozemsko, ki pa so še dosti večji, kot bojo naši sploh lahko bili, kdajkoli, zato ker je tam parlamentarna tradicija še dosti večja. In da pa smo prišli do tega, je pa zgleda pa takole. Tukaj je na primer en lep primer spletne strani Državnega zbora, ki jih imajo vse v HTML obliki, ko se vidi lepo primer zapisnika, čisto naključno izbran primer, ne da bi karkoli imelo notri. In zdaj sledite besedam, tukaj na primer so podatki o tistem delovnem telesu, katera seja, kateri datum, tako so nekje vrste metapodatki v tem, tukaj se pa začne besedilo, kdo je vodil in te, in tukaj predsednik Franc po točki, 3 pike Državnega zbora Republike Slovenije za kmetijstvo, se lepo vidi, da kar je bil najprej originalno magnetogramski zapis, se pravi, da je bil zvok samo posnetki, je bil potem pa pretipkano, se ni dobro slišalo, zato so bile tu 3 pikice in to si dobro zapomnite, ker pa vidimo tale del besedila, kako bo šlo naprej v obdelavi. To je cherry berry, resno dobesedno, ker je v ozadju je takšen HTML, ki v resnici zgleda, kakor da so odstavki, ampak niso odstavki, so samo presledki med vrsticami besedila, in je potem potrebno to zadevo, se potem pol pretvori, ker ne moš prepisati, je treba nekako pretvoriti v to zadevo, to je pa prvi osnovni, ta tej format, ki pa že dosti lepše, če tako nekako, že po sami obliki vidite, da je dosti manj vseh teh raznih oznak, ampak ne samo, da je dosti lepše zgleda, kar ni glavna poanta tukaj, ampak je v resnici se je že dalo dodaten pomen. Tam so že iz tistega, kar ni bilo razvidno odstavkov, so se že bilo dano pravila, tukaj pa tukaj vrstic med posameznimi deli besedil pomeni novi odstavek, vedelo se, da je to en govor se je označilo, kar prej ni bilo razvidno, vedelo se je, kdo je govoril to, podatki o govorniku, videlo se je, da tiste 3 pikce pomenijo, da je nekaj en gap v besedilu notri, in še tukaj so bili za te metapodatki tudi lepo označeni, kateri so. In potem v naslednji rundi pa probamo te podatke še dodatno obogatiti. Spet ne gre ta zadeva na roko, nekaj treba metapodatke urediti, ampak ne gre pa za to, da bi lahko to na roko napisali, ker moš tistih 11.000 in še več dokumentov nekako skozi ene transformacije pognati. In tukaj pa že do, se lepo vidi. Tukaj je ta spet predsednik Državnega zbora, ki je govoril, spet ta gep, Državni zbor, tukaj notri, ampak tukaj je pa imamo povezavo na podatke o govornikov in je tam nekje posebej povezano še vse, kar mi vemo o Francu Potočniku, pa smo označili podatke, kakšna vrsta je nastopov kot notri, tukaj sem pa gor iz enega drugega dela so podatki, da se ve, katera agenda je bila, to besedilo in podobno. Tako da takšen način zadeve potem pa omogoča zelo velik. Ampak glavnina je pa še vedno tole besedilo tukaj. Tukaj vidite Državnega zbora Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Tale dve stavke. Zdaj pa pridemo do tistega, kar bo kolega potem pa naprej predstavil. To, da je pa mogoče z jezikoslovnimi tehnologijami to zadevo še dosti bolj označiti z
z lingvistično. Ne? In naprimer, tam, ko je bil odstavek, se ga tokenizira na posamezne stavke in tisti stavek na posamezne besede, se da lemo posameznim besedam, se pravi tisto, se oblikoslovno označi, lahko se določi tudi vmenske entitete. To so vse programi, ki se napišejo in tukaj naprej jaz več ne vem, kako pridem do tega, do tam sem jaz delal, sem naprej pa več ne vem. Zato je vedno ekipa potrebna. Ne? In če ugotovite, da je takole tisti prvi del stavka Državnega zbora Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, je to zdaj spet oznaka za tisto, kar ste videli, tisti del stanek, se pravi spet dodatni sloji posameznih podatkov, ki morajo biti, moraš ti neke navodila napisati, da veš, da te drugi zastopijo, da tisti, ki bojo te podatke brali za tabo, da bojo vedeli, kaj si s tem hotel povedati, in moraš tudi ena navodila obširna napisati si. Potem pa pride seveda analiza tega. Ni tako, lahko bi to zadevo tudi tako prikazal, kot na spletni strani, ne? Da bi pa dodal, pa bilo možnost iskanja, pa bilo možnost filtriranja, neke še relacijske povezave med posameznimi osebami, če že imaš jih povezane pa zbrane skupaj in podobno. Ampak to ni zdaj glavni namen. Imeti navadno spletno stran o tem ti ne pove kaj veliko več o raziskavah. Zato se te podatke potem pol začne analizirati različnimi programskimi in tukaj bom dal samo dva primera, pa Vojko kaj bolj nadrobno povedal, kako smo, če bo koga zanimalo, ker so te tutoriali, kako se že reče to, učbeniki pisani direktno zato, da jih lahko tudi nejezikoslovci uporabljajo, je primer uporabe konkordančnikov, ki so specializirano orodje za analizo korpusov in je pri nas objavljeno, tako da če to publikacijo dobite, če boste naslov vtipkali v Cobiss, boste dobili tudi povezavo do tega. In ta druga varianta je, da spet, če se podatki spet pretvorijo v drugo obliko in se uvozijo v program za rudarjenje besedil, ki je zelo popularen, tudi Orange, zato ker je po izvoru tudi slovenski program in je po celem svetu dosti popularen in ga je možno uporabljati tudi tako, če niste računalničar, pa iz tega področja, je pa drugi moment. To bi hotel kaj več o tem še svedeti. Ja. Hvala.